Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Gospod Stanislav Glažar, le na kratko nam povejte, vi ste zapustili svoji jami, verjetno je zelo vaša, precej let, zdaj ste odšli v zaslužen pokoj. Kako na hitro opisati svoje delo kot jamskega vodnika, pa še marsikaj ob tem ste verjetno počeli? Jaz sem prvič stopil v jamo še kot otrok v spremstvu staršev. To je bilo, mislim, da leta 1967. In že takrat je jama naredila name en tak, bi lahko rekel, kar velik vtis. Potem sem kot gimnazijec vsako leto za počitnice delal kakšen mesec ali pa dva v jami in po odsluženem vojaškem roku sem se pač zaposlil v jami. Se pravi, začel sem maja 1982, še kot študent. In potem 84 leta se pravzaprav redno zaposlil pri Postojnski jami. Primerjamo, rišemo vzporednice, jama takrat, jama danes. Kaj se je spremenilo? Kakšno sporočilo jama daje tudi človeštvu? To bi težko našel kakšno vzporednico. Jaz sem se trudil po najboljših močeh. Vsakič sem poskušal narediti obisk, da bi bil vsak obisk poseben. Zdaj ne vem, če mi je uspelo, to bo kakšen drug povedal. In v glavnem sem skoraj da najbolj ponosen na tisto, kar ne morem pokazati. Se pravi, občutek teh obiskovalcev, ki še se zdaj spomnijo verjetno obiska. No, pa če si predstavljava, da greva na en hiter sprehod po jami, na kaj bi me opozorili, ključna sporočila, saj celotne zgodbe, ni prav, da bi jo zdaj povzemali, jamo je treba začutiti, z vsemi čuti, ampak nekaj tistih osnovnih sporočil, ki so pa za vas bistvena, kar je pa treba vedeti v tem našem dragulju. Pač jama je posebna po svoje, je ena od 15.300 raziskanih jam v Sloveniji. Vsaka jama je posebna, jaz sem jo začutil, upam, da je ona mene začutila. To gre pravzaprav za neko srečo in sem v bistvu zelo zadovoljen, ponosen, da sem pač bil tu ta del svojega življenja. Koliko jezikov ste se naučili, koliko izrazov, koliko odkrili tudi sami, čeprav že z nekim vedenjem in znanjem šli v jamo, vodili obiskovalce po njej, pa vendarle verjetno tekom teh desetletij tudi marsikaj sami znova na novo spoznali. Jaz sem imel kot fant eno željo, da bi šel na likovno akademijo, potem so se pač stvari malo drugače obrnile. Začel sem zahajati v jame, se pravi tudi v prostem času se ukvarjam z jamarstvom. Neka moja specializacija je, da v bistvu delam take 3D modele v geografskih informacijskih sistemih in skušam pač razumeti jamo na ta način. Drugače pa vsako gled jame nekaj posebnega. Zdaj seveda ni vse odvisno samo od vodnika, ampak tudi od gostov. Se pravi, da mora pač v obe smeri potekati. Kako gledati jamo, kako jo začutiti? Se sploh zavedamo, kako je to nastajalo? Kako vi to prenesete ljudem? Glejte, jaz jo vidim na svojimi očmi, vi jo boste videli drugače in vsak jo drugače vidi. In zdaj moja naloga je, da vas popeljem do tega spoznanja, da vi pogledate s svojimi očmi jamo kot tako. Je pa za vsakega drugačno izkustvo. Bi rekli, tako kot lahko knjigo kar nekajkrat vzamemo v roke, pa jo na nek način znova na novo beremo, je tako tudi z jamo, vas pričaka drugače? Vsekakor mislim, da drži to. Tudi sam vidim jamo drugače. Vsako gled nekaj novega vidim in sem imel pač to srečo, da sem 42 let recimo videl vsak dan nekaj novega.
Vam bo dolg čas? Kako pogosto boste še uspeli prihajati vanjo? Verjetno se bom ukvarjal še vedno z modeliranjem jam. Jama bo zavedno ostala del mene, danes pa mislim pozitivne misli in vsaka minuta šteje. Kaj mislite, zakaj tako očara ta jama? Še to vprašanje. Res kot spodbuda, kot povabilo z vsega sveta prihajajo ljudje, jo želijo videti, da ima tako dragoceno tudi mesto, res piedestal enega izmed svetovnih jam. Ja, to je bila ena od prvih jam, ki je bila pač dostopna obiskovalcem. Vilenica seveda ima prav posebno mesto in je bila nekako dostopna tudi malo prej, ampak drugače. Zdaj pa raziskovanje jam se je začelo tu v teh naših krajih in že zelo zgodaj je Postojnska imela posebno mesto. Tako drugač pa, glejte, jaz sem imel to srečo pač, da govorim več teh različnih jezikov. Sem native speaker, francoski native speaker in potem vodil sem tudi v angleščini in pač v drugih jezikih in to sporočilo sem skušal naprej prenesti. Upam, da mi je uspelo. Prav gotovo. Najlepša hvala za vsak vaš obisk in naj bo tudi zdaj novo obdobje za vas, polno novih spoznanj. Bo, vsekakor. Pa nasvidenje v Postojnski jami. Nasvidenje, pa pridite nas obiskati. Zakladi naše dediščine.